Zdaj pa Maribor, kjer so ta teden dobili nekaj novega, ker se pri njih ne zgodi ravno pogosto, razen ko Murko izda seksi koledar. Nam bo Blaž povedal, kaj je bilo. V mariborskem hotelu City se je pred dobre pol ure začel ustanovni kongres Nove ljudske stranke. Napovedujejo vstop v parlament, računajo pa na glasove razočaranih volivcev SLS. Kar pomeni, da bo Kangler dobil vse glasove volivcev SLS. Edini, ki nad stranko ni razočaran, je Franc Bogovič, ker je pač europoslanec v Bruslju in se mu itak jebe. In zakaj se bo zavzemala Kanglerjeva stranka? To bo mali človek, poštena sodišča in pa manj birokracije ter nižji davki. Dajmo ponoviti glavni točki, ki se mi zdi, da sem narobe slišal. Kangler se bo zavzemal za malega človeka in poštena sodišča. Daj pojmo po vrsti. Kaj? Kangler se bo zavzemal za malega človeka. Za koga? Za Kučana? Ker si ne predstavljam, da bi vaški šerif delal v korist navadnega državljana. To je toliko verjetno, ko bi rekel, da ne vem, bo Latoja promovirala devištvo. To je tako, ko bi rekel, da bo za malega človeka delal Zoki. Mogoče sta v različnih strankah, sem to isti človek. Pa za poštena sodišča se bo zavzemal. Ja. Nad Kanglerjem visi 20 ovadb. 10 od teh je prišlo na sodišče in vsa so padla. Kangler ima prav, on z prve roke ve, ko so nesposobna naša sodišča. 200 ovadb, pa niti ena se ga ne prime. Dobro stranko malo. Mimo grede, razgleda njihov logotip kot dizajn za gnojilo. Gnojilo, ki bo vaš pridelek postavljen na radar. No, Agrofarma. Ok, stranko torej imamo, zdaj pa rabimo še odmevna imena. En konj ni dost, rabiš štalo pač. Kdo se bo Francu pridružil? Poznamo koga? To so recimo Franc Pukšič iz nekoč SDS, pa Gvido Kres, SLS pa Sašo Peče, nekoč nacionalna stranka. Franc Pukšič in Sašo Peče se vračata v politiko s Francem Kanglerjem. Franc, to ni stranka, to je povratak odpisanih. To je... Se pa v drugem delu se vam je pridružil še Cmerar, Alenka pa Luka Mesec. Pride še. Je pa lepo, da je Franc v svoje vrste vzel Pukšiča in Pečeta. Ne? Očitno je bolj napreden, kot se zdi in je toleranten, tako do gejev, kot tudi do polpismenih ljudi. Pa mi bomo imeli več materijala, ne? To je tudi lepo. Ti sam, a ne da zgleda Pukšič, kada mu je nekdo zjutraj pozabil disketo not dati? Ne, stranka je mogoče mlada, ampak oni so že imeli strankarski piknik. Ja. Druščina je bila pisana, na tej fotki pa lahko vidimo trmasto in trapasto žival, ki se je nič ne prime, pa zmeraj glasna, pa še osla ima zraven. Zdaj, z drugo fotko z piknika pa je Kangler jasno pokazal svojo politiko. Ker ne moreš bolj pokazati, da si pri koritu s prašiči, kot z dejanskimi prašiči, ki so ob koritu. Tako na desnici nove stranke rastejo kot gobe po dežju ali pa spolne bolezni po Škisovi. Zdaj, SLS bo verjetno propadla. Poleg Janeza in Ljudmile pa se nam obeta še Primc in zdaj Kangler. In kako na to gleda Ljudmila? Bi bilo dobro, če bi te nove stranke uspele pridobiti nove volivce oziroma tiste, ki do sedaj zaradi razočaranja niso šli na volitve. Oziroma, z drugimi besedami, Franc, ne nam volivcev kras, najdi si svoje igrače. Ne vem, kaj bi prinesle vse te nove stranke, bo pa zagotovo zanimivo. Dejstvo je, da Kangler računa na uvrstitev v parlament, NK Maribor pa na Ligo prvakov. Jaz ne vem, kaj v Mariboru zlivajo v vodo, da se jim blede, ali Murko ščijo v vodovod, jaz ne vem. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.